Torej, dovolite mi, spoštovani, da na začetku v nekaj besedah povem nakratko celotno zgodbo z fiskalnim pravilom in z odnosom Slovenske demokratske stranke do opisa fiskalnega pravila v ustavo. Kot veste, smo v Slovenski demokratski stranki lansko leto, v času, ko smo vodili vlado, smo si prizadevali za vnos fiskalnega pravila v ustavo in na tem istem stališču stojimo tudi danes. Tudi besedilo, ki ga imamo pred seboj, je tako, kot je bilo v lanskem letu in letnica, v kateri je največ govora, je ista, kot je bila takrat. Zakaj se nam to zdi pomembno? Fiskalno pravilo je eden od mehanizmov za zavarovanje javnih financ in eden od načinov, kar je še posebej pomembno v tem sedanjem obdobju, ki bo omogočil, da bomo težave reševali sami in brez tuje pomoči. Ne glede na nujnost čimprejšnjega opisa fiskalnega pravila v naš pravni red, smo se v Slovenski demokratski stranki v aprilu strinjali z enomesečnim odlogom odločanja in spoštovali željo nekaterih političnih strank, ki so želele imeti pred odločanjem izračune o tem, kaj pomeni zapis fiskalnega pravila v ustavo in predvsem, kaj pomeni njegova uveljavitev, tako kot je zapisano v letu 2015. Ob tem smo že takrat poudarili, da besedilo samo govori o srednjeročnem obdobju, upoštevaje posebne okoliščine in tako naprej. No, kakorkoli že, danes so vsi ti izračuni na mizi, zaradi tega seveda ni nobenega razloga več za ponovno odlaganje in prelaganje odločanja o tej ustavni spremembi, oziroma bi bilo tako ravnanje za državo škodljivo, oziroma bi državi povzročilo dodatno škodo. V Slovenski demokratski stranki seveda pričakujemo, da bomo jutri na nadaljevanju plenarnega zasedanja upravili razpravo in odločanje o opisu fiskalnega pravila v ustavo, v besedilu, kot je bilo z več kot dvotretjinsko večino sprejeto na Ustavni komisiji Državnega zbora. To stališče smo jasno in nedvoumno povedali že na včerajšnjem sestanku vseh parlamentarnih strank. Ob tem ne razumemo zavračanja in stalnega prelaganja odločanja, predvsem s strani Pozitivne Slovenije in socialnih demokratov, saj nas izkušnje iz drugih držav učijo, da so morali pokojnine za 30 ali tudi več odstotkov zniževati v tistih državah, v katerih niso bili sami sposobni omejiti javne porabe. Zaradi tega so zašli v spiralo zadolževanja, potrebovali so zunanjo pomoč in na tej osnovi so bili prisiljeni sprejeti bistveno strožje ukrepe, kot bi bili potrebni, če bi se pravočasno samo omejili in sanirali javne finance. In način, da po tej poti ne gremo, eden od mehanizmov je tudi fiskalno pravilo. Torej, če ne uredimo javnih financ, ne znižamo obsega javne porabe, primanjkljaja spravimo v razumne okvire, če ne zmanjšamo obsega zadolževanja, predvsem pa če ga ne pocenimo, kar vse omogoča fiskalno pravilo, potem nam res grozijo veliki rezi v pokojnine in socialne transferje. Fiskalno pravilo nas torej varuje pred znižanjem pokojnin in znižanjem socialnih transferjev. Na drugi strani omogoča zadolževanje pod nižjimi obrestmi in s tem odpira možnosti za razvoj in nova delovna mesta. Predsednica vlade sama je včeraj dejala, da je bilo zadnje zadolževanje države po tako visoki obrestni meri slabo, da nobena država ni sposobna odplačevati tako visokih obrestnih. Včeraj je predsednica vlade tudi dejala, da se v letu in pol ne da znižati primanjkljaja za 1 milijardo in 500 milijonov evrov. Naj spomnim, da je druga Janševa vlada v manj kot letu dni predvideni proračunski primanjkljaj iz 2 milijard 300 milijonov evrov
znižala na milijardo evrov. Torej, v manj kot letu dni za milijardo in 300 milijonov evrov. Zdaj, mogoče je treba v zaključku vseeno poudariti, da tudi formalni razlogi govorijo o tem, da besedila takega, kot je bilo z dvotretjinsko večino sprejeto na Ustavni komisiji tega Državnega zbora, ni mogoče spreminjati in vračati ponovno na Ustavno komisijo. Ne morejo nekateri ugledni ustavni pravniki 3. aprila to določbo tolmačiti na en način, 9. aprila pa na drugačen način. Torej, če velja to pravilo za spremembo ustave, ki se nanaša na referendum, da ni mogoče ponovno odpirati vprašanje o besedilu, ki je bilo na Ustavni komisiji sprejeto, velja isto pravilo tudi za vnos fiskalnega pravila v ustavo. Iz tega razloga je seveda potrebno jutri na plenarni seji opraviti razpravo in sprejeti ustrezne odločitve. Zakaj je to potrebno storiti jutri? Vlada, kot veste, ta teden, do konca tedna, mislim, da je rok, obravnava in do konca tedna naj bi tudi sprejela, v Bruselj poslala ukrepe v okviru reformnega programa in pakta stabilnosti. In del tega sporočila bi po našem mnenju moral biti tudi zapis fiskalnega pravila v ustavo. Kaj več glede ostalih elementov pa kolega Andrejic. Torej, spoštovani, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bi želel temu dodati samo eno pomembno sporočilo, in sicer, da vnos zlatega fiskalnega pravila v ustavo ni stvar nekega političnega prestiža, neke trme ene ali druge opcije ali nekega tudi nenačelnega spopada opozicije, koalicije, temveč gre za izjemno pomembno sporočilo in tudi dejanje in samo omejevanje države, ko govorimo o javnih financah. To se pravi, gre za bistveno kaj več, kot pa zgolj nekega načelnega ustavnega sporočila ali določbe. To se je pokazalo tudi v zadnjih dneh. Jaz sem prepričan, da bi bilo zadolževanje Slovenije cenejše ob nedavni izdaji 5- in 10-letnih obveznic, vkolikor bi bil redosled dogodkov drugačen, vkolikor bi pred izdajo teh obveznic sprejeli zlato fiskalno pravilo v ustavo in vkolikor bi imeli sprejet reformni program in tudi program stabilnosti. Namreč, zelo velika povezava je med donosi in med tako enim političnim marketingom, pa ne samo marketingom, tudi konkretnimi političnimi dejanji. To ugotavljajo vsi strokovnjaki. Namreč, zelo pomembno je, kaj država, kaj oblast govori in dela, glede na ceno denarja, po katerem se zadolžuje. In njim so šli po obratni poti. Najprej smo ustvarili negotovost na finančnih trgih, z relativno nejasnimi sporočili tudi najodgovornejših, in potem šli takoj zatem prodajati obveznice. In rezultat prodaje je znan. Po rekordno visokih donosih se bomo zadolžili. Tudi sami mediji ste zračunali, da nas bo letno to novo zadolževanje dodatno stalo 150 milijonov evrov ali pa 147 milijonov evrov, da bomo približno 1,3 milijarde evrov porabili za te obveznice in 150 milijonov evrov lahko primerjamo z dvema, recimo, številkama, ena se nanaša na mlade, ena na starejše. Vse štipendije, ki jih država izplača iz proračuna, znašajo manj kot 150 milijonov evrov letno. To Zoisove državne, kadrovske, kakor tudi seveda vse te štipendijske sheme povezane z črpanjem evropskih sredstev. To se pravi, za obresti teh izdanih obveznic bomo porabili več kot za vse štipendije v enem letu. Isto, vse na letni ravni. In podobno je tudi z, recimo, eno kategorijo, ki je upokojencem neka vrednota. To je letni dodatek. Mi plačamo iz proračuna manj letnega dodatka, kot je obresti za seveda to zadolževanje. Tako da vemo, o kako visokih zneskih govorimo. Torej bomo v letošnjem letu že prišli krepko preko 700 milijonov evrov obresti
iz proračuna. Vkoliko bomo izdali in planira se še kakšne dodatne menice oziroma izdali menice in se kratkoročno zadolžili, bodo obresti že prišle približno na 800 milijonov evrov. 800 milijonov evrov je 10%, približno 10% prihodkov proračuna. Torej za obresti, za najeta posojila potrebujemo že 10% tega, kar se steče in steče se vse manj v državni proračun. Vsakomur je jasno, da to ni vzdržno. In vsakomur je jasno, da lahko politika z dejanji in seveda tudi z jasnimi stališči okrog konsolidacije javnih financ tako zadolževanje poceni. Želim torej povedati, da ima vnos zlatega fiskalnega pravila izjemen učinek na ceno denarja, po katerem se zadolžuje ta država, in problem je, oziroma še večji problem po moje, da ima na ceno denarja, po katerem se zadolžuje gospodarstvo. Gospodarstvo se bo tudi zaradi teh izdanih obveznic in posledično relativno nestabilnih napovedi za naprej zadolževalo po 6 in več odstotni obrestni meri, 8, kar pomeni, da so res redki projekti in programi gospodarstva, ki omogočajo tako velik donos, da prenesejo takšne stroške financiranja. Vsako odlašanje z vnosom fiskalnega pravila nas bo torej neposredno stalo. Torej ne gre za nekakršno nagajanje, za nekšen prestiž, neko prerivanje okrog imaginarnih stvari, temveč gre za sporočilo, da sami želimo in zmoremo rešiti nakopičene probleme, javnofinančne probleme v tej državi. Vse to, kar sem zdaj povedal, nas uči tudi zgodovina, če spremljamo donose 10-letnih obveznic v zadnjem letu. Od nastopa recimo Janševe vlade pa do danes. Smo lahko priča, da smo uspeli po poletju leta 2012 postopno zniževati pribitke na 10-letne obveznice. Zakaj? Zaradi tega, ker so bili sprejeti zelo pomembni ukrepi, ki vplivajo na stabilizacijo javnih financ. Sprejeta sta bila 2 varčevalna proračuna za leto 2013 in leto 2014, kjer smo znatno omejili primanjkljaj. Sprejeta je bila odločitev glede slabe banke, sprejeta je bila odločitev glede Slovenskega državnega holdinga. Potem na koncu, v začetku tega leta je bila sprejeta tudi, oziroma v sredini decembra, pokojninska reforma, reforma trga dela. Tudi odločba Ustavnega sodišča glede referendumske deblokade je imela pravzaprav učinek, da smo imeli pribitke na 10-letne obveznice januarja na zelo nizki ravni. To je graf pribitkov v letošnjem letu, iz katerega lahko vidimo, kaj se je s pribitki zgodilo ne ob imenovanju nove vlade, ampak ob izjavah nove vlade glede nadaljevanja nekaterih najpomembnejših projektov te države. Zrasli so za približno 2 odstotni točki. 2 odstotni točki rasti, pa se vemo, koliko pomeni pri 3,5 milijardni zadolžitvi. To pomeni 70 milijonov na letni ravni. Ali na 10-letni ravni, to pomeni 10krat toliko. Skratka, ključno je, da je vnos fiskalnega pravila, res za vnos fiskalnega pravila zadnji čas in tudi za prepričljiv program stabilnosti. Vlada je prejšnji teden ali predprejšnji teden predstavila reformni program, ki ni bil reformen. Jaz v njem nisem našel nobene reforme. Pričakujemo prepričljiv program stabilnosti, ki bo lahko pomiril marsikoga, ki nam denar posoja, skupaj z seveda vnosom zlatega fiskalnega pravila. Zato jaz mislim, da je več kot utemeljeno, da v Slovenski demokratski stranki vztrajamo pri svojih dosedanjih stališčih glede tega vnosa in ponovno poudarjamo, da je vnos fiskalnega pravila cilj, do katerega mora stremeti vsaka odgovorna javnofinančna politika. Seveda pa tega cilja ni moč doseči,
če se ne sprejemajo ukrepi, ki vodijo v tem cilju. Torej, s tem seveda poudarjamo, da glede tega pomembnega vprašanja, ki ga bomo obravnavali jutri, ne spreminjamo svojega stališča. Kakšno vprašanje? Če ni vprašanje? Hvala lepa. Morda. Ja? Franja Zgorov Sesta, morda veste, če sta se predsednica vlade in predsednika SDS gospod Janša danes slišala, tako kot je včeraj napovedala premijerka? Vprašanje ni naslovljeno na pravi naslovnik.